Ja, nič, jaz sem že kar začel kuhati. Danes delamo pavlovo z limonino kremo, gor bomo dali pa še nekaj jagod. Popolna poletna sladica. Jajca najprej ločimo na rumenjake in beljake. Fino je, da so jajca segreta na sobno temperaturo, ker se bo meringa tako lepše stepla. Vzamemo električni mešalnik in se kar lotimo. Pri stepanju meringe je pomembno, da začnemo stepati počasi in potem kasneje pojačamo hitrost. Ko je meringa stepena že nekje do mehkih vrhov, dodamo sladkor v prahu, dodajamo ga postopoma in dodali bomo še gostin oziroma koruzni škrob. To bo poskrbelo, da bo naša meringa v pavlovi taka fina in žvečljiva na sredini in ne nazadnje še čist malo kisa. Tole je rižev kis, lahko dodate tudi jabolčnega. Ne skrbeti, ne bo imela okusa po kisu in meringa bo še bolj stabilna. Takole, to je zdaj točka, na kateri začnemo meringi dodajati sladkor. Takole nekak je stepena, zdaj ga pa žličko po žličko dodajamo in mešamo, stepamo. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Meringa je že skoraj narejena, zdaj dodamo še sam žličko kisa in pa žlico škroba, koruznega škroba, gostina, kakokoli ga boste že najdeli. Evo ga. In stepemo do čvrstih vrhov. Takole, meringa je zdaj stepena. Stepamo jo do čvrstih vrhov, to pomeni, da tile vršički ostanejo po koncu, ko takole obrnemo metelco. Zdaj lahko gremo pa delati osnovo za pavlovo. Zdaj oblikujemo našo osnovo za pavlovo. Naredimo tako gnezdece iz meringe. Lahko se tukaj poigramo in naredimo razne vzorce, lahko bi tudi nabrizgali zadevo. Možno je pa tudi narediti par manjših pavlov. Z iste mase lahko naredimo vse ene 4 mono pavlove. Evo ga. Super! Ko smo zadovoljni z obliko pavlove, jo damo v pečico na 110, največ 120 stopinj. In jo sušimo, pečemo nekje uro, včasih tudi uro pa pol. Zdaj bomo pa naredili limonino kremo, zato rabimo najprej vodno kopel, spodaj damo v ponev 2 cm vode, gor stekleno posodo. Pri tem je res pomembno, da se voda nikoli ne dotika dna te posode, na kateri delamo kremo. Pa kar začnimo. Za limonino kremo najprej nastrgamo nekje čajno žličko limonine lupinice. Uporabite bio limone. Potem pa užamemo sok 2 limon. V skledo nad vodno kopeljo dodamo 4 rumenjake, 2 žlički sladkorja, limonino lupinico in limonin sok. Limonino kremo takole stepamo nad vodno kopeljo, tole bo trajalo nekje 10 minut, da bo pripravljeno. Moramo pa skozi stepati, da nam rumenjaki slučajno ne zakrknejo. Ko se krema začne zgoščevati, in potem umešamo na sobno temperaturo ogreto maslo, kremo fino premešamo, jo ohladimo in bo pripravljena za našo pavlovo. Naša limonina krema je zdaj pripravljena. Tole se mora ohladiti, medtem ko čakamo, da se nam speče pavlova. Da se pa ne bo na vrhu kreme naredila skorjica, vzamemo pa plastično folijo in jo kar takole čist pritisnemo ob kremo in damo vse skupaj v hladilnik. Božansko, pogledajte to, kaj je puding. Pavlova je zdaj pečena, počakamo, da se popolnoma ohladi, potem jo pa premažemo z limonino kremo in povrh dodamo še jagode. Uživajte v tej krasni poslastici in dober tek!